Folk, zbudite se. Politiki, ki jih volite, sploh niso ljudje, ampak so kuščarji. Ena od najbolj kreativnih skeptičark. To je ena sama laž, da to so maske. V resnici, tisti, ki ima res kontrolo, ni viden. Okay? A ste že kdaj bili v spodi pred Cankarjevem domu v kleti? Niste bili, zato ker se tam skrivajo. Okay? Podnebne spremembe, dražji burek, poplave. Ne mislite, da so bile poplave, naravna nesreča. Ne. V Sloveniji lahko na državnozborskih volitvah glasujejo vsi, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče. Drži ali ne drži? Ne, potrebno je slovensko državljanstvo. Koliko časa traja volilni mok? En dan pred volitvami. Ja, okej, to bi bilo kar žalostno, če ne bi vedeli. Rečemo, da imamo pasivno in aktivno volilno pravico. Kaj to je? Končno? Pasivno aktivna pravica je to, da se udeležimo volitev, medtem ko aktivna je to, da smo sami kandidiramo. Jaz mislim, da je ravno obratno. Ampak, glej, težki so časi, volilce rabimo, kakršnekoli jih dobimo, tako da srečno imaš 3 minute. Kaj ne na kuščari tudi mežikajo? A si jih že kdaj videl? Ja, imam doma kuščarja, ampak vredo. Še eno zelo pomembno vprašanje. Zdaj, v vseh letih vidimo, da se udeležba v demokraciji povsod po svetu lahko zmanjšuje ali pa se zelo polarizira. Kaj misliš, da bi bilo mogoče, da te prav ti kuščarji skozi ves vpliv, ki ga imajo, skozi to, da so infiltrirali povsod, da so to najbogatejši ljudje in tako dalje, da te ravno ti kuščarji želijo prepričati v to, da ti ne greš voliti. Zaradi tega, ker s tem, da ti ne voliš, ne moreš izvoliti strank, ki mogoče nasprotujejo delovanje tem kuščarjem, ki jim preprečujejo, da bi delovali in prevzeli celoten svet. Skoraj bi me dobil. Kaj se zgodi, če greš ti voliti? V bistvu vse, kar bojo naredili, je, da bojo zbrali moje osebne podatke in s tem tudi moja gama žarke. A nima država že tvojih osebnih podatkov? Kako pa ti to veš? Ker je država, ok. Imaš 100% nedvomljive dokaze, da ti kuščarji obstajajo in da so pod Cankarjevim domom. Raziskave so v teku, lahko pa tudi obiščete mojo spletno stran resnica.zdaj.si. Recimo, da bi bila neka skupina, ki bi pa 100% dokazano se trudila, da prevzamejo oblast in da imajo oblast nad vsemi državljani, čeprav jih je le peščica. To bi bilo zelo slabo, ne? Kdo pa je to, če ne kuščarji? Ja, da so to tisti, ki imajo bogastvo, tisti, ki imajo veliko denarja, tisti niso kuščarji, ampak so ljudje, so tisti, ki imajo oblast in probajo kontrolirati nas vse ljudi. Zato me je najbolj prepričal Nejc, ki me je opozoril, da temu ni tako, da ravno v bistvu s tem, ko me kuščarji pripravijo do tega, da ne volim, v bistvu pridobivajo še večjo moč.